Eksotika avantgarde, center na periferiji. Mnogi verjamejo, da iz centra imperija prihaja odločilen vpliv na življenje na njegovem obrobju. Takšno prepričanje je odraz odrekanja zmožnosti za vzpostavitev lastne moči, ne glede na zunanje dejavnike oziroma sprijaznjenja z inferiornostjo periferije. Prepuščanje suverenosti neki virtualni avtoriteti je mogoče, ko središče in periferijo dojamemo kot dualnost. Je pa ta navidezna antipoda mogoče razumeti kot specifično simbiozo. Aktualni imperij je razsrediščen na ravni samih svojih ključnih funkcij, namenjenih vzdrževanju tehnofarmakobančniškega globalizma, kot končne rešitve za krotenje nepredvidljivih aspektov človeške eksistence. Funkcionalna razsrediščenost ustroja ne pomeni decentralizacije kot atributa demokratičnosti v smislu skupnostnega soodločanja, opominja pa na dejstvo, da imajo vidni centri moči predvsem performativno funkcijo, medtem ko njihovi manj vidni operaterji imajo režijski vpliv na socialno tkivo. Čeprav je ustroj hierarhičen, to hierarhijo zaznamuje histerična nestalnost, saj ne temelji na spoštovanju medčloveške dinamike, kaj šele na častnem kodeksu, temveč na izrazito materialističnem špekulantstvu. Pod črto lahko rečemo, da je predstava o imperiju kot trdni logični strukturi zgrešena. Fluidnost funkcije imperija je pripeljana do absurda, kar povratno vpliva na njegovo storilnost. Znaki slabljenja njegovega ključnega antisocializacijskega učinka so že opazni. Z te perspektive bi lahko pogledali na lasten kolonialni položaj. Kolonizirana okolja, nominalno samostojne države, dejansko pa vazalne prefekture, dopuščajo biti podrejene strani domnevnega centra Evrope, tiste nekdanje divjine, severozahodno od pradavnega visoko razvitega habitata Vinča, kraja v Srbiji, v katerem je zabeleženo 2000-letno obdobje miru in ustvarjena prva pisava neke človeške skupnosti. Vedno znova se dobro spomniti, kaj je in odkod je bil pripeljan pretežni del vsebine pariških, londonskih in berlinskih muzejev, ter odkod in iz kakšnih kontekstov prihajajo v ZDA in na evropski severozahod surovine, energenti in delovna sila. Poznavanje teh skrbno zamaskiranih dejstev je izhodišče za odpravo samozaničevanja koloniziranih. Upad vpliva zahodnjaškega etnocentrizma se globalno manifestira kot psihopatološki, specifično sadistični performans interesnega združenja nadljudi, oligarhov, operaterjev centrov moči, za katere značilno, da ne mislijo, temveč zgolj poslujejo, stremeč k popolni avtomatizaciji oziroma ukinitvi življenja, včeraj uresničeni v obliki Jasenovca, danes pa v obliki biotehnološkega zatiranja. Dejanski center, za razliko od kolonizatorjeve projekcije centra, ima nematerialni temelj, zato je nedojemljiv znotraj simulakarske logike. To je center na nefizičnih obrobjih v onkraju. V njem se odvija vsa kreacija, ki presega definirano umetnost, vključno z avantgardno. Ambivalenca pojmovanja avantgardnosti. Avantgardnost, ambivalenten pojem, pogosto ravnjen s ciljem integracije udomačevanja prebojne ustvarjalnosti kot nekakšne klinične eksotike v nadzorovano resničnost. To resničnost imenujemo polje, imajoč v mislih administrativne oziroma represivne zamejenosti tako imenovane kulture, ki jih osvetljujejo Bourdieu, Haug, Pekić in Sartre. Projekcija avantgardnosti v
polje na način, da ga ne ogroža, temveč utrjuje, odraža psihopatologijo strategij kapitalsko-kulturne nadvlade in prilaščanja, nekoč poimenovanih revolucija, potem tranzicija, nazadnje zelena agenda. Ta poimenovanja nevešče prikrivajo skupen imenovalec psihopatologije, kontinuirano svetovno vojno. Strategije prilaščanja so izvedljive takrat, ko je na neki način sprejeta navidezna dualnost, razkol med središčem in periferijo. Idealne razmere za prilaščanje so, ko je ta dualnost psihološko ponotranjena strani potencialno podrejene množice. Zaradi sprejete predstave o nesporni dominantnosti zavojevalca na področjih trgovine, znanosti, šolstva in industrijske proizvodnje, prihaja do zavestnega podrejanja njegovim agendam kot nečemu, kar naj bi celo zagotovilo blaginjo. Zavojevalec se danes imenuje vlagatelj, investitor. Poznavanje izkušenj prejšnjih generacij z istim okupatorjem ne ustavi nujno nadaljevanje okupacije. Ta podrejenost spominja na stokholmski sindrom. Če je v avantgardnost utkan odporniški potencial, se ta pogosto, ne pa nujno, kaže tam, ker je kolonizacija najočitnejša. Od tod na tako imenovani periferiji srečamo eksperimentalne ustvarjalne prakse, ki jih v tako imenovanem centru ni. Govorimo o eksperimentih, ki so artikulirano vpeti v socialno tkivo, za razliko od navideznega eksperimentiranja z izoliranim sebstvom v hollywoodiziranem body artu. To, da se avantgardna ustvarjalnost izvaja v koloniziranih okoljih, govori o njihovi živosti. Dušanova spodletela intervencija s pisoarjem je zadnja vidna avantgardna gesta v zahodnjaškem kontekstu. Njena vidnost je bila omogočena, da bi performativno, dramatično oznanila prepoved svobode na teritoriju, ki se bo še naprej prodajal kot svetilnik blaginje, temelječe na pisano barvanih svoboščinah, kjer beseda svoboščina odraža dojemanje svobode kot nečesa končnega, merljivega. Izraz vzhodna avantgarda odvzema osvobajajoč potencial pojavu, ki ni geografsko pogojevan, temveč je par excellence stvar univerzalizacije izraza. Z dodajanjem predpone vzhodna se namiguje na domnevno razliko med dobrim in zlim, demokracijo zahoda in tiranijo vzhoda, s katero naj bi tako označena avantgarda obračunavala. Zanimivo, v zgodovinah umetnosti ni skovanke zahodna avantgarda. Prebojni ustvarjalni postopki pa nasprotno propagandnemu dualizmu odražajo večplastnost videnja ureditve sveta in na njem živečih skupnosti. Avantgardnost je v tem kontekstu tisto, kar opozarja na prikrito tiranijo civiliziranosti, v kateri je tudi avantgarda uvrščena med žanre, da bi postala početje brez mobilizacijskega potenciala prazna estetika. Ta ambivalenca pojmovanja avantgardnosti je hkrati znak hermetičnosti polja in najpomembnejši razlog za samorefleksijo njenih potencialnih protagonistov. O inverziji. Naš pogled ne more zaobiti skizoidnega dojemanja avtonomije umetniških dejavnosti kot pravice domnevno zagotovljene med vladavino prava. Skizoidnost izhaja iz diskrepance med avtonomijo, necivilizirano uresničitvijo svobode in pravico kot legalističnim avtomatizmom. Kako se v situaciji predstavi situaciji, umetniški performativ spopada s spektakelsko praznino? Odgovor iščemo tako, da se vedno znova vprašamo, kaj je funkcija in kaj je kontekst nečesa, da premislimo neko funkcijo v nekem kontekstu. Gledališče, ki funkcionira v polju, je del njegove dejanskosti. Oropano je zavestno potencijala praznovanja, inflacija festivalov ali pa festivalov v narekovajih, to le potrjuje, ne more se aktualizirati
v senzornem pomenu, torej gledališče, ki funkcionira v polju, ne more se uresničiti v pomenu povezovanja navzočih teles, ne premore manifestacij intelektov in duhov v živo, čeprav klini živi dogodek. Morda je označeno kot avantgardno, pelje nas pa nikamor. Šele ustvarjalno situiranje teles kot mnogoterih prisotnosti na nekem odru, ki je nekaj drugega kot razstavna površina, lahko uveljavi pomen predpone avant. Med temi telesi se mora vzpostaviti živa izmenjava govorice, ne zamejene z njihovimi funkcijami gledalcev in izvajalcev na odru on stran polja. Za polje značilno operacijo, s katero se obrača pomen pojmov in logičnih sklepov ter maskira banalnost kupoprodajne matrice, imenujemo inverzija. Inverzija je vse pogosteje odkrita, tako se, na primer, eden izmed ključnih finančnih fondov, ki dirigirajo neskončno zadolževanje razdržavljenih držav, imenuje Vanguard. Z inverzijo pojma avantgarde je omogočeno nje dojemanje kot žanra, brenda, nečesa, kar je v funkciji navidezne različnosti, navidezne zagotovljene umetniške svobode v polju. V tej samodestruktivni svobodi pa se ni mogoče situirati. Med afirmacijo preteklosti z utrjevanjem pojmovne praznine zgodovinske avantgarde in izvirnim izjavljanjem vsedanosti, ustvarjalno prisotnostjo v skupnostnem kontekstu, je ideološka razlika. Z osveščanjem te razlike se začne prepoznavanje narativa o avantgardi kot olepšave hegemonizma polja, prepoznavanje operacije inverzije. Kaj je avantgardno? Funkcija polja, na katerega se sklicujemo, je uokvirjanje tistega, kar je v njem definirano kot kultura, s sistemizirano avantgardo vred. Polje je hkrati referenca tudi za tisto avantgardnost, ki ni sistemizirana, ravno zato, ker je zmožna prebrati govorice inverzije in uvideti njen učinek. Avantgardno je tisto ustvarjalno početje, med katerim prisotni preoblikujejo neko situacijo na način, ki ni zgolj performativen, temveč je predvsem vpet v skupnostno konfiguracijo, iz katere vznika inventivna kvaliteta performativa, ki se sproti v živo premešča v neki onkraj. Ta situacijska premestitev odraža avantgardnost. Avantgardno početje nikoli ni reakcija na totalitarnost polja, temveč se aktivno umešča izven njega. Polje je sicer izrazito materialistična tvorba, združevanje njegovih agentov pa temelji na odtujitvi. Izven polja je tisto, kar ni vpeto v odtujitveno hierarhijo materializma. Socializacija tako vedno poteka v nekem izvenu. Povezava performativa s skupnim, v katerem ni statusa razlike, na primer v obliki uzakonjene tako imenovane različnosti, odraža težnjo k odmiku od materialnega in ima značilnosti poetičnega. Ta povezava, ta preskok v poetičnost se uresničuje, upodablja in uprizarja na raznorodnih ravneh socializacij. Tako nastajajo poezije v bolj ali manj množičnih oblikah, izrazito raznolike in občasno formalno podobne tistemu, čemu rečemo umetnost v žanrskem, kanonskem in kolonizacijskem pomenu. Te poezije so fragmentarno vpete v ulični kodeks, undergroundu, hardcore izraz, etnoglasbeni pop, običaje, praznovanja, tiktokerske klipe in klubske ambiente redkih resničnih mest. Te poezije odstopajo od logike polja umetnosti, so neulovljive za potrebe zgodovinjenja in se medsebojno rizomatsko povezujejo, s čimer varujejo in dvigujejo potencial premestitve v onkraj. Za te poezije je značilno, da nekaj podirajo, saj so pristne le, ko se upirajo v skladu z Batajevim videnjem bistva poezije. Pri tem, v kontekstu, ki ga tu razpiramo, ne gre za upor v pomenu antagonizma nekro v stroju. Na začetku tega odstavka smo ugotovili, da avantgardno početje ni reakcija, temveč
za ustvarjalno iznajdevanje nemogočega, kar pomeni zapustitev mogočega, dojemanje tistega, kar je kanonizirano, kot dopuščeno, kot nečesa irelevantnega. Narativ in poezija. Preimenovanje prebojnega ustvarjalnega izraza s kovanko zgodovinska avangarda je poskus jezikovne oziroma ideološke neutralizacije avangardnosti. Polje umetnosti je realnost zamejenosti, močno naslonjene na zgodovino, ne na faktično zgodovino, temveč na dovoljeno zgodovino. Zgodovinjenje kot pogoj obstoja polja umetnosti je ključna operacija njegovih vzdrževalcev. Zgodovina fikcija, proizvedena v kolonizacijskem kontekstu, poskuša pretrgati kontinuiteto življenja z vsiljevanjem časovnosti. Njeni narativi služijo sistematičnemu pošiljanju poezije avangardnega početja v preteklost. Polje proizvaja narative tako, da se nikoli ne dotikajo samega njegovega ustroja, čimer se poskuša obraniti pred nanj usmerjeno kritiko. Ta pasivno-agresivna operacija odraža represivno militantnost polja, sicer prikrito z naborom olepšav na ravneh dizajna, govorice, propagande, načinov upravljanja in senzornega oblikovanja kupoprodajnih transakcij. Prepoznavanje represivnosti ustroja, ki se trudi pustiti vtis oaze mnogih priložnosti, je ključno za širitev percepcije ustvarjalnosti v skupni. Narativi ustroja so lahko relativizirani že z samo afirmacijo poezije, odpravljeni pa z njenim situiranjem. Situiranje v skupnem. Avangardnost ni stvar eksotike niti neki eksces v realnem, temveč je realno-poetično v ekscesnosti biopolitičnega simulakra. Tako imenovano sprejemanje različnosti je osmišljeno kot opravičilo neenakosti, na kateri polje sicer temelji. V njem se vsa eksotika premešča z ravni čutnega na raven performativnega, je torej predelana, ukročena, odstranjena iz življenja in poslana v kulturo sprejemanja. Avangardno ni del te kulture, saj se situira v samem sebi in v skupnem, ki vznika iz inteligence plemena v gibanju, kot stalno usklajevanje teles in duhov, kot ustvarjalnost na križanju horizontale in vertikale. Prisotnost je tisto, kar naredi razliko med produkcijo v polju in kreacijo v onkraju. Prisotnost, afirmirana v umetniškem početju in osveščena na ravni situacije, določa avangardnost kot držo, ki je ni mogoče asimilirati. Scholastične obravnave avangarde ne upoštevajo paradigem prisotnosti in situacije, zato tiči v preteklosti nefaktične zgodovine in so z vidika situiranja življenja nepomembne, tako kot preteklost sama. Avangardnosti namreč ni mogoče obravnavati, premišljevati pa jo je mogoče izključno, če smo vanjo vpleteni izkustveno. Neskončnost. Pri civilizirani umetnosti tisti, ki ne premore zapeti, vedno lahko zaznamo neko usiljeno in prisiljeno končnost. Kopičenje končnosti izdelkov, poimenovanih z besedo umetniški, je bistvo arhiviranja kot operacije, s katero se spodbuja odtujitev oziroma postvarjanje ustvarjalnosti, zato da ne bo zamajala ustroja polja. Toda muzej preprosto ne more posrekati avangardnosti. Njegova ontološka praznina je v čutnem in metafizičnem pomenu temna kljub razstaviščnim žarometom. Avangardnost pomeni doseženo in afirmirano neskončnost, ki jo je nemogoče razstaviti znotraj končnosti predstavitvenih formatov, žanrov in narativov. Značilnost onkraja je nemerljivost. Njegova estetika je utelešena in tudi raztelešena na načine, ki jih ni mogoče komodificirati. Bistvo estetike avangardnosti je v nenehnem izumljanju poetične definicije lastnega smisla, zmeraj povezane z realnostmi situacij, v katerih ta smisel vznika.
fiksna definicija prek zgodovinske naracije, običajno v polju, ni mogoče v kontekstu neskončnosti, zato avangardnosti ni mogoče estetizirati od zunaj. Od znotraj pa bi bil tak poskus absurden, saj v onkraju ni dualnosti, kot je tista med zunanjostjo in notranjostjo nečesa zamejenega. O avangardnosti kot določenosti lahko govorimo le, dokler se na neki način sklicujemo na simulakarsko končnost. Ko to sklicevanje opustimo, postane ta določenost odvečna. Avangardnost torej ni mogoča v polju, nemogoče pa je njen aksiom, ki jo določa kot delež faktičnosti, kot nekaj permanentnega, epskega, nekaj inherentnega, neuzakonjenih kreacij, kot uresničitvi zakona. Hvala.